Na Radio Robin danes govorimo o goriški varni sobi, kjer bo omogočeno uživanje prepovedanih drog. Umeščena bo v dnevni center za uporabnike prepovedanih drog na Sedejevi ulici v Novi Gorici in v studiu sedaj pozdravljam današnja gostja. To sta Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici, in Luka Mrak, strokovni vodja programa Goriška varna soba na Šentu. Pozdravljena oba. Nekaj iztočnic za naš pogovor nam je ponudil že gospod Hren z Ministrstva za zdravje, ki smo ga pravkar slišali. Gospod Mrak, kaj konkretno torej pomeni varna soba za uživanje drog? Mi tukaj govorimo o varni sobi za uporabo drog, ne toliko o uživanju, ker to se kar neposredno veže na užitek in mogoče prije potem do nekih nejasnosti, sploh med neko laično javnostjo, ampak gre za uporabo drog. Gre pa za en socialno-varstven program ter tudi zdravstven program, kjer ljudem, ki drogo uporabljajo, to gre za tiste uporabnike, ki drogo uporabljajo na najbolj tvegan način, ponudimo nek javen uraden prostor, kjer lahko v nekih kar se da sterilnih, manj tveganih pogojih drogo uporabijo. Namen tega pa je v prvi vrsti preprečevanje predoziranj. Vemo, da v Sloveniji vsako leto zaradi predoziranj umre približno 65 ljudi. Vrh je bil leta 2019, ko je umrlo 74 ljudi. Potem pa tudi povezovanje nekih javnih zdravstvenih in socialnih programov, da jih približamo uporabniku drog, kajti ko pride uporabnik v varno sobo, je v stiku z medicinsko sestro ter socialno delavko, ki tega človeka najprej obravnavata in potem po potrebi po svoji stroki obravnavata ter ga napotita v druge programe. In ravno to je tista dodana vrednost, kaj ne, svetovanje, napotitev v druge programe? Točno tako. Želimo si vključiti tiste uporabnike drog, ki drogo res najbolj tvegano uporabljajo in ki so tudi najbolj skriti v naši skupnosti. Nekateri med njimi niso vključeni tudi v nobeden drug socialno-varstven program ali pa zdravstven program, zato je naš cilj, da te uporabnike privabimo, ter jih potem tudi vključimo. Potem so pa še drugi cilji, seveda, kot je že prej gospod z ministrstva omenil, zmanjševanje kriminalitete. Prizadevamo si k odpravljanju teh odprtih scen, torej nekih javnih površinah, kjer ljudje uporabljajo drogo, da tega ne bi bilo v mestu, da ne bi bile te stvari vidne, tudi da preprečujemo neka vedenja, ki za javni prostor absolutno niso primerna, kot so to uriniranje, kršenje reda in miru, in da te stvari pač jih povabimo v varno sobo, kjer lahko to upravljajo. V varni sobi bosta torej prisotni medicinska sestra in socialna delavka z namenom, da jim nudita tudi svetovanje in pomoč, sva sedaj omenila. Gospod Kramli, ravno ta korak je zagotovo najtežji, poiskati pomoč. Kaj poveste vi iz vaše prakse? Kako? Ja, jaz bom mogoče nadaljeval tam, ker je Luka zdaj zelo dobro zastavil. Ni pa Luka omenil terenskega dela. Terensko delo, ki ga izvajamo po severni Primorskem, kaže potrebe. In na osnovi teh potreb smo se tudi odločili, da dejansko tukaj varno sobo odpiramo. Tako da opažamo ljudi, ki nimajo kapacitet in moč, da bi poiskali svetovanje ali pa zdravljenje, jih nagovarjamo na terenu in sedaj imamo seveda tudi ljudi, tudi mladoletne, ki lahko pod raznimi mostovi, parki jemljajo drogo, pride do predoziranj in neka varna soba omogoča, da do tega ne pride. Glejte, jaz že, ko sem študiral v Ameriki, to je zdaj že več kot 30 let, je to tam živelo, je to funkcioniralo. Mislim, da je prav, da pozitivno prakso, dobro prakso prinašamo tudi k nam. Kar 7 predoziranj je bilo v lanskem letu, samo na Goriškem ste prej dejali. Lani smo imeli 7 predoziranj, s tem eno smrtno. Varna soba, zdaj pa če se jaz dam kot oče, zdaj naši dragi poslušalci kot starši, da to vlogo nekako se zdaj zamislimo teh staršev, ki so to doživljali. Kako lepo in dobro bi bilo, da bi imeli na razpolago varno sobo, da ne bi prišlo do smrtnega primera ali pa do kome
interpretanja, bo naš otrok preživel ali ne bo preživel v varni sobi, se kaj takega ne more zgoditi. To bo prva takšna soba v državi in iz tega vidika tudi nov izziv za inštitucije, tudi za policijo, so nam pojasnili na novogoriški policijski upravi. Če se nekoliko pomudimo pri njihovih podatkih, letos so zabeležili 70 kaznivih dejanj z področja zlorabe prepovedanih drog in okoli 150 prekrškov. Oboje je primerljivo z lanskimi podatki. Samo s policijskim nadzorom in represivnimi ukrepi te problematike ni mogoče čisto preprečiti in omejiti. Gre za širšo družbeno dimenzijo, pojasnjujejo na policijski upravi Nova Gorica. Gospod Kramli, se strinjate s tem? Gre za stvar širše družbe? Seveda, to je širši kontekst. Jaz bi tukaj te naše drage poslušalce nagovoril s to mislijo, da je prav, da zaupate stroki, ker vemo, kaj delamo. Ko dejansko odpiramo varno sobo, zatem so premisliki, zatem so ljudje in smo ure in ure študirali dobro prakso iz tujine, primerjali, kako bo to pri nam odmevalo, tudi zavedamo se odpora, kajti ko rečeš varna soba za zasvojenost, dejansko pride prvo na misel, zdaj jim bojo pa dali še to potuho, zdaj jo pa zapravljali še za njih denar, ampak, dragi poslušalci, tukaj ne gre za to. Tukaj gre za to, da se meni, vam, vsem nam se lahko te stvari zgodijo in mislim, da stroka ima odgovore in imamo poti naprej. Jaz računam na to, ko bomo imeli tudi otvoritev, da bomo imeli eno lahko širšo debato o teh stvarih, da bo vsaka skrb, vsak dvom odpravljen. Gospod Mrak, vi delujete tudi na terenu. Kakšne so vaše izkušnje prav na tem področju? Ja, na celotnem severnem Primorskem imamo približno 300 ljudi, ki na letni ravni se vključujejo v program terensko delo z uporabniki drog. Vsi sicer niso uporabniki drog, ampak stiske tistih ljudi, ki jih spremljamo, in bolečina je neizmerna, povezuje se tudi s številnimi drugimi stiskami, kot je brezdomstvo, težave v duševnem zdravju, tudi telesne ovire. Ljudje imajo zelo šibko socialno mrežo in zelo pogosto čutijo to pomanjkanje neke oskrbe javnih služb, do katerih težko pridejo, in zato se nam zdi res pomembno, da te ljudi vključimo v sistem in da dobijo pomoč, ki jim pripada, ter tudi, da potem ne toliko štrlijo iz tega javnega povprečja in tudi potem nekako se s tem znebimo oziroma zmanjšamo to stigmo, segregacijo, prikrito pa tudi odkrito, tako da nekako se uravnotežijo stvari. Že gospod Hren z ministrstva, pa tudi iz policije pravijo, da so izkušnje iz tujine precej pozitivne. Pravijo, da se je zmanjšala odprta scena uporabe prepovedanih drog, povečala varnejša uporaba prepovedanih drog. Kako boste te ljudi torej nagovarjali, da uporabijo varno sobo? Zelo nagovarjati jih pravzaprav ni treba. Sicer se zavedamo, da gre za res nov program in ni stigma samo med laično javnostjo, ter tudi strokovno, ampak tudi med uporabniki sami. Nekoliko jih zaenkrat skrbi ta nadzor, ampak verjamemo, da bomo z eno dobro prakso dokazali, da v bistvu čemu služi ta namen in da bojo uporabniki imeli neko dobro izkušnjo, pa tudi vsi ostali prebivalci, ki živijo v tej skupnosti in sobivajo z nami in z uporabniki drog, da bojo dobili res neko dobro izkušnjo in videli pomen te varne sobe. Poanta te varne sobe je tudi, kot smo rekli prej, prisotnost osebja. Kdaj bo prisotno, bo to čez ves dan, kako bo to potekalo, kaj bi sploh kazalo, kako bi kazalo to izvajati, kako bo to izvajano, gospod Kramli? Jaz bom samo še tu nadaljeval, ker je Luka povedal. Glejte, kako nagovarjati ljudi, da pridejo v varno sobo. Glejte, ko vse inštitucije vemo, da obstaja ta pomoč, tam, kjer te pomoči ni, ne moremo napotiti človeka nikamor.
Sedaj bo vsak pedagog, sedaj bo vsak socialni delavec, zdravstvenik vedel, v takih kritičnih situacijah obstaja točka, kamor človeka lahko napoti, ko hodi po robu med življenjem in smrtjo, da ne bo šel čez rob. To se pravi, mi sedaj to točko bomo imeli in s tem možnost, da človeka tja tudi usmerimo. Naprimer, Ljubljana kot glavno mesto tega nima. In imajo velike težave na Metelkovi, po mestu, si stankujejo, iščejo rešitve in nikamor ne morejo napotiti. Mi imamo dnevni center, sedaj bomo imeli varno sobo. Nova Gorica je v državnem merilu primer dobre prakse, kjer vse institucije znamo skupaj stopiti, skupaj sodelovati in kjerkoli tudi hodim po svetu, vedno povem primer te dobre prakse. Tako da tu, gledajte, jaz mislim, da smo naredili en zelo pomemben korak, ki bo zelo odmeval tudi širše v Sloveniji. Ideja o tem, da bo Nova Gorica kot prva začela s projektom Goriške varne sobe, je v javnosti sprožila precej pomislekov in v zadnjem sklopu današnje oddaje bomo neposredno naslovili nekaj zapisov z družbenih omrežij. Eden najpogostejših je naslednji. Čemu omogočanje drogiranja, spodbujanje drogiranja? Naredite jim raje program za odvajanje, ne za drogiranje. Kaj bi rekli gospod Kramli, gospod Mrak, kateri bo prevzel to žogico sedaj? Veste, jaz sem malo jezen. Jaz sem jezen, da nekdo lahko še danes reče, dajmo namesto tega razvijati programe pomoči. Mi imamo razvite programe pomoči, smo v evropskem merilu med najbolj razvitimi, že sama Nova Gorica ima na Kapeli, je naš center, je Šent, je prisoten projekt Človek, so svetovalnice, ni da ni, ampak obstaja pa populacija ljudi, ki nima kapacitete, da se bi odločili, da grejo iskati po pomoč. In govoriti se, dajmo raje v te programe, ki dobro delajo, a ne, samo da se izognemo temu, kar nikoga moti, in gledajte, gotovo se bo pojavil tudi nekdo, ki bo rekel, a je zakonsko pravno to možno. Zdaj pa jaz kot starš sprašujem starša, ko bo njegov otrok stiski in se bo spraševal, a zakon dovoljuje, da ima otrok možnost pomoči ali nima, ali je bolj pomembno človekovo srce, odnos do tega otroka, lahko tudi odraslega človeka, so določene zakonitosti, v kateri noben ne mora posegati. Ne pravni sistem, ker so na čustveni ravni, na duhovni ravni, ker so človekove pravice tako globoko zapisane, da tukaj z nekimi takimi pomisliki niti ne moramo hoditi na plan. Smo pa sprejemljivi za kritiko, da izboljšamo program, ne pa za kritizerstvo. In tukaj mislim, da moramo to ločati. In zato sem kar jezen, a veste, ko nepremišljeno sedaj govorimo, trošili bomo denar za njih, namesto za drugače bolne, za vse mora biti. In tukaj mislim, da veste, neka osveščenost, da pravilno odreagiramo na situacije, pa pričakujemo od ljudi. Prav o zakonodaji je bil tudi eden od pomislekov, ki je kar precej razširil to debato na družbenih omrežjih, češ, kateri zakon to dovoljuje? Kaj bi odgovorili, gospod Mrak? Ja, se pravi, leta 2012 je bil sprejet zakon, oziroma dopolnjen kazenski zakonik, namreč 187. člen kazenskega zakonika prepoveduje nudenje prostorov za uporabo drog in poleg vseh ostalih proizvodnje, preprodaje in tako naprej. Potem je bil pa dodan 4. odstavek, kjer je zapisano, da v primeru zdravniškega nadzora so prostori v namen uporabe drog dovoljeni. In v privatni sobi gre za točno tak prostor, kjer pod nadzorom zdravstvenega osebja ljudje lahko uporabijo droge. Bi predal še to, kar je prej Miha začel. Nekako v človeški naravi je, da tistih stvari, ki so nove, ki nekako nimamo izkušenj, da v bistvu, ki nekako nas gremo ven iz te cone udobja, da smo nekako skeptični. Tako da v tem oziru popolnoma razumem ljudi, ki so zdaj sigurno prvič slišali za tak prostor, varno sobo. V tem okrožju, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v celotni regiji takega prostora nimamo in verjamem, da je to popolnoma novo. Se mi pa zdi, da je zelo potrebno okrog tega se izobraziti, slišati, prebrati
in potem bomo imeli na podlagi dobrih izkušenj, v katere sem trdno prepričan, mislim, da to lahko res postane neka dobra praksa tudi za ostale kraje, urbana področja v Sloveniji. In tudi širše, ne kot smo. In tudi širše, zagotovo. Morda navedemo še enega od pomislekov. Spraševala se je uporabnica družbenega omrežja, ali torej ne bodo več nadlegovali mimoidočih v središču mesta, žicali, se drogirali na ulici, opravljali tam potrebo, da ne bodo igle vse povsod. Ja, prav to se mi zdi, da je prav voda na mlin tega programa, ker točno te stvari, ki ste jih omenila, program Varne sobe naslavlja. Izkušnjo imamo tudi to, z delom z uporabniki drog, da če se jim pridružimo, če so slišani oni, da smo lahko tudi mi slišani in ko smo v odnosu z njimi, lahko te stvari naslovimo in uporabniki drog znajo poslušati in se teh stvari tudi držati. Tako da tukaj sem zelo optimističen, kar se tiče tudi širšega tega urejanja skupnosti Nove Gorice. Še vi, gospod Kramli, bi zaokrožili? Mogoče bi tukaj dodal glede te gospe, ki ima ta vprašanja. Glejte, nove zasvojenosti s sintetičnimi drogami prinašajo nove probleme in gospa jih opaža. To se dogaja okoli šol, to se dogaja na ulici. Ti problemi bodo. Varna soba tega ne bo odpravila, ker se nove oblike zasvojenosti odpirajo, o tem sploh ne govorimo. Mi se pa še zastavljamo vprašanje o varni sobi, kjer rešujemo klasične zasvojenosti, ki jih že vrsto desetletij poznamo in se nam tam zatika. To je nedopustno. Mi se moramo pripraviti na reševanje novih oblik zasvojenosti, kajti danes že marsikateri mladoleten ima doma laboratorij in sam proizvaja droge in jih dela. In postane tudi sam diler. To se dogaja v naših družinah in na to ne iščemo odgovora. Zato moramo dejansko podpreti varno sobo in se takoj ukvarjati s temi novimi izzivi zasvojenosti. Da pa še ne omenim nekemične zasvojenosti, ki niso niti še naslovljene tako, kot bi morali biti. Še gospod Mrak, zaključna misel, da zaokrožimo ta zadnji del. Ja, varnih sob imamo v svetu približno 100. Do zdaj v nobeni varni sobi, prva je bila v Bernu leta 1986, do zdaj ni umrl niti en človek v varnih sobah. V skupnostih, kjer varne sobe delujejo, so se pokazale izključno samo dobre spremembe in to si nekako obetamo tudi v tem primeru Goriške varne sobe. Gospod Kramli, gospod Mrak, najlepša hvala obema za obisk v studiu. Upamo, da smo z vsemi temi pojasnili odstrli pogled na to problematiko. Vam, spoštovani poslušalci in poslušalke, pa hvala za družbo. Srečno. Radio Rubin.